Zdravljeni, dragi gledalci, danes imam enega zanimivega gosta, to je Aleš Lisac. Živijo, lep pozdrav. Midva v bistvu sva nekaj, bi rekel, sva prijatelja ene 12-15 let, ne? Poznava se pa že 20 let. V letih sem slab, ne? Ampak približno si povedal prav, vsaj 20 leti se poznava sigurno, ja. Ja, v glavnem, no, Aleš Lisac, on je marketinški strokovnjak. On je znan po tem, on je naredil ogromno seminarjev v Sloveniji podjetniških. Jaz sem na prvega njegovega šel, mislim, da leta 97 ali pa 98. Bil siguren sem, da je bilo to 97, tam v Brežicah, kaj je že bil. A si bil na Bizelskem mogoče? Tam, ki je una vinarija. Ja, na Bizelskem, isto nič, ne? Ja, tam. Tako da tam sem bil prvič. Potem pa, ker si bil tečen s tisto svojo reklamo, ne, sem se pa malo po letu 2000 šel še enkrat in potem ti si zmeraj bonusov dal cel kup in je bilo tudi to, da te človek lahko kontaktira, pa celo s teboj na pijačo gre, čeprav ti spol nisem nikako izkoristil, ampak sem te kontaktiral, no se to je moglo biti malo kasneje, 2005 po mojem. No, tako da potem sem šel pa še enkrat na tvoj seminar, no, pa so pa začela malo bolj tako. Od takrat se me pa tudi mogoče spomniš. Odaj se me pa ti spomniš, mogoče. Ne, veš kaj, spomnim se ene anekdote, ki je bilo državno prvenstvo za direktni marketing. Lej, to imam napisano in vedel sem, da je to. Ja. Ne, takrat v bistvu je bilo tako, ker si mi prišel, bom rekel tako, pred oči, bolj zaradi nekoga drugega, ne? Ker jaz sem organiziral prvenstvo in potem je bil tvoj oglas najbolj sporen. Ga niso hoteli objaviti. Dosegel si seveda najboljši rezultat, ne, CTR, ampak si nekaj goloto omenjal v oglasu, ne, ker to je že prva marketinška lekcija, ne, z goloto zmeri vzbudimo pozornost in to si ti že takrat vedel, ampak jaz sem seveda dosegel, da smo vseeno objavili tvoj oglas, ne, ker sem rekel, lej, fant je inovativen, ne moramo zdaj mi cenzurirati te zadeve, tako da drugač pa, na seminarje si hodil in če komentiram to tvojo tečnost, ne, mislim, ker si rekel, da sem jaz tečen. Ja, v marketingu in prodaji je tako, da čim večkrat moraš komunicirati s strankami, pod pogojem, da imaš kaj pametnega zapovedati, ne. Se pravi, enkrat ponudba, drugič na svet, tretjič izobraževalni video in potem, ko se enkrat odločajo, ali bi šli nekomu na seminar, ne, rečejo, čak ta Lisac, se je non-stop, enkrat pa mora imeti. Ja, dosti podjetnikov mu je to rekel, toliko časa si me težil, da na koncu smo popustili. In tudi tako je, ne, pri teh zadevah. Ti tudi nekomu neko ponudbo pošleš, ali ga pokličeš, ali karkoli. Mogoče ima on slab dan, mogoče ga je žena zjutraj razjezila, ne vem, mogoče Bog ne daj, mu je kdo umrl, mogoče ima neke težave, mu nekega velikega računa ni plačal in ne, težko ti ujameš čista prav trenutek, če ga samo enkrat kontaktiraš. Ja, jaz bolj učeno to rečem tako, da smo ljudje redko v nakupnem razpoloženju, ne. Se pravi, ko si v Hofru, seveda si v nakupnem razpoloženju, voziček napolniš bolj, kot si računal, da ga boš, ne. Ampak, ko enkrat nimaš vozička v roki, nisi kupil za špicerijo, ne. In enako velja, seminar kupuješ redko, knjigo kupuješ, moraš biti v pravem razpoloženju. In jaz te moram dobiti takrat, ko si v pravem razpoloženju, zato moram pogosto te napadati. No, pol moram še to povedati, da si tudi ti kriv za to, da sem jaz knjige začel brati, ker kako je pa do tega prišlo? No, ti si tudi na teh seminarjih, bom spet rekel, na rekovajih težil s tistim knjigam, to ste se spomniš v Smeltu, kako ste jih vi to postavili, to je bilo 20 metrov, pa knjige, ne, in nisi mogel, da ne bi se mal sprehodil, mal pogledal in neki dobri naslovi, pa zmeraj si imel 50% popusta in si rekel, ja, mislim se, zdaj pa moram kupiti 50%, bi rekel, če ne bom kupil, bom nekaj zamudil. Takrat ni bilo to še znano. Mislim, mene je to prav sem mogel kupiti in sedaj pokaj kupiš, pa tudi kaj prebereš in toliko si ti na teh seminarjih in v knjigah govoril in tako naprej in mu si pol te goste, Drayton Bird, Joe Sugarman, ki so tudi knjige napisali, pa gosti so bili in je pol nekako tako prišlo, da sem jaz brati začel. Tako da so tudi ti kriv, no malo pa še tudi, ker sem se pa z enim ljudmi spoznal, ravno na osnovi tvojih seminarjev, to imam Tonita v mislih, pa unga Domna. Ne, in pol smo se začeli dobivati debate, razlaga, knjigo bere, in ja, se pomoš pa tudi ti začeti, ne, tako da
Za uno knjigo vašo, priročnik za pisanje v glasu, jaz moram rečem, da če to knjigo prebereš, je siguren si 10.000 evrov več ureden. Pa to resno mislim, to je glih tako, kot bi ti 10.000 evrov dal, ker zaradi tistega znanja, ki ga tam noter dobiš, boš slej, ki prej enkrat 10.000 evrov dobil, ker to je pa najbolj ena najbolj fantastičnih knjig, kar sem jih prebral. Ne. Ja, prvič mogoče komentar to, kako si ti začel brati in tako naprej. Ne. Celo okolje na naših seminarjih je bilo vedno narejeno tako, da bilo je velika izbira knjig. Ne? Ja. Potem si videl druge udeležence, ki tudi kupujejo. In že zaradi tega si kupil. Potem smo igrali na psihološki sprožilec Pohlep, to je bilo 50% popust, ampak to je bilo zato, nekdo je že tak plačal kotizacijo, ne, za seminar, pol smo dali še popust za knjigo. In knjiga je tudi v bistvu tako, imaš dober občutek takrat, že ko jo kupiš, tudi če še ne prebereš, si nekaj naredil zase. Potem pa, če še prebereš, in to je po komentar, recimo Joe Sugarman, je napisal več knjig, ta priročnik za pisanje v glasu, jaz sem ga verjetno že 15-krat prebral, ne. Se pravi, pogoj, da res nekaj zaslužiš s knjigo, da jo tudi prebereš, pa kaj jo narediš. Tako sem tudi jaz začel v svojem poslu, recimo sploh s copywritingom, s pisanjem tekstov. Jaz sem nekje prebral, recimo, da moš na ta in ta način napisati tekst, in rekel, dajmo probat, ne. In sem probal, ne. In po mojem si se tudi tako naučil optimizacije, ne. Ni dovolj, da bereš, probaš, ugotoviš, kaj deluje. Tako da ena knjiga ti res lahko spremeni življenje, ne vem, kdo je to rekel, še bolj tega lahko spremeni 10 ali pa 15 ali pa 100 prebranih, ne. Ampak zakaj? Knjige so bližnjice, knjige je v bistvu hiter dostop do informacij. Pogosto avtor v knjigi napiše vse, kar ve o nekem področju, ne. Mogoče še boljša stvar od knjige je, če tega avtorja intervjuješ. Recimo, včasih na intervjuju še kaj več povejo, ne? Ali pa bolj direktno, najboljše pa kombinacija, ne? Da prebereš eno knjigo, narediš kaj, kar vidiš v tisti knjigi, govorimo o knjigih, o poslu, pa še, če imaš možnost iti na večerjo s tipom, ki jo je napisal, ne? Si pa naredil maksimum, kar lahko. In bolj se oborožimo z informacijami, več imamo možnosti, da nekaj naredimo z manj napakami, pa hitreje. Vse lahko vse sam narediš, ne? Ampak knjiga ti pomaga, ne? Jaz, ko sem prebral to priročnik za pisanje v glasu, sem bil toliko navdušen na dno, da sem takoj rekel, jaz moram neko prodajno pismo napisati. In sem ga napisal za prodajo domene. In po muštru ga lahko napišeš, ne? In vse sem tam upošteval. In upošteval sem to, kontaktirali smo 100, sem tudi rekel, da mu statistiko, 100 firm smo kontaktirali, ki niso imeli domeno svojo za kupljeno po svojem imenu podjetju. Rečemo, Lisac, tako, pa bi te... imel nekaj drugega, ja. Ne, sploh ni mu, ker to je bilo leta 2008, 2009, tle nekje. Ne, in smo že na kuverto napisali, gor, če bi te pisali lisac.si in bi se ti vprašal, kdo mi zdaj pa tule v krov, ne, ali pa ne vem. Kaj zdaj to je, ja. Ja, kaj zdaj pa ime firme, ne, rečemo, kakršnakoli že je. Zdaj smo na to igrali, ker tu tam noter piše, da se človek malo ustrašil. Potem pisali, da se poveš za neko močno blagovno znamko. Jaz sem tam se z Googlom povezal in sem tudi na barvnem tiskalniku, da je bil Google napisan, ne, je to predsmal bilo, ne. In potem se je ta prodajno besedilo začelo tako, da vašo domeno lisac.si vam lahko kdor hoče čisto legalno ukrade. In mi smo takrat prodali ene 8 domen, s tem, da moram povedati, domena je bila 10 evrov, mi smo pa še nekaj drugega zraven dali, da smo za 80 evrov prodajali, tako da, ker drugače do mene ni neki biznis. Pa še potencialno lahko dobiš stranko, da narediš spletno stran. No in mi smo ene 7-8 jih takrat prodali, samo od 100 poslanih mailov. Koliko bi mi to zvečali, če bi ljudi pol še po telefonu poklicali? Nismo imeli človeka pa to. Ampak neverjetno znanje sem dobil, tako da... In tudi, jaz sem nepismen prišel iz srednje šole, jaz sem pisal, če sem -2 pisal, zdaj to je zelo pogosto, veš, zdaj še bolj pogosto pridejo nepismeni iz srednje šole. No, ne vem. Mene to ni zanimalo, ampak veš, da sem bil pa parkrat za 2 ure dela plačan tudi 400 evrov, ko sem napisal neko prodajno
No, se še majhne vsote govoriš, ne? No, ampak to je 200 evrov na uro, ne? Ja, vem, ampak to ni 200 evrov na uro, zato ker si se nekaj že naučil, ne? Ja. Ko jaz na prodajno pismo za nekoga napišem, je vsota še veliko večja, ampak je treba računati na to, da sem domačo nalogo naredil, da naredim raziskavo o panogi, o njihovih strankah, o firmi, se pravi, ti moraš vedeti tudi, kaj napisati, ne? Komentar tega tvojega pisma z domeno, 2 sprožilca si zelo dobro uporabo, ne? In en je personalizacija. Ja. Ko vidi človek svoje ime, ni variante, da ne prebereš, ne pogledaš. Ne? In tle je videl svoje ime, pa domena, potem se je igral na strah, ne? Ti bo nekdo ukradel neki strah pred izgubo, je večji motivator kot želja po dobičku. Se pravi, si zelo dobro lekcijo Sugarmana uporabil v praksi. Ne? V praksi, ja. To je to. In pa še povezovanje. Temu se reče učeno, ne? Mogoče, če koga to zanime, sposodil si avtoriteto od Google, ne? Ja, malenkost, ne? Ja. Mi kupimo od nekoga, ki zna, ki ima, in Google je velik, ne? Se pravi, če Google, ne? Se pravi, vse to si lepo povezal, zapakiral, ne? Škoda, da nisi poslal 10,000 pisem, ne, pa bi prodal 800. Ja. Srmal je bilo dela, ker bo treba najti tiste firme, ki še niso. No? Jaz sem to bil za te shotel, zaradi, ker sem bil nad knjigo. Še ena marketinška lekcija, ki tudi poznaš, ne, pri prodajnih pismih, pri pisanju ponudb, je zelo pogosto najpomembnejša zadeva baza. In vi ste se potrudili in ste dobili podjetja, ki dejansko še nimajo domene registrirane. Ne? Se pravi, če bi ti meni pisal, bi bilo brezvezno pismo, ker sem že imel domeno registrirano. Ja. Se pravi, in ste veliko dela vložili v pripravo vsega skupaj. In to je pomembno. Ne moreš ti kar pisati, kot te Nigerici v celem svetu, čeprav tudi njihov model deluje. Ne? Deluje. Smo že vsi dobili več milijonov od njih. Ampak, ne boš verjel, veš, da ženska, stara to, kaj jaz, podjetnica, uspešna, je pala na to foro, da je zadela na dobrodelni loteriji in je tam nekam enemu črncu nekam nakazala 12 jurjev. Zato, ker je on mogel najprej stroške dobiti, je mogla ena stroške, da bo pol tiste silne milijone dobila. No in to sem rekel, ne? Ta način marketinga, ki se grejo Nigerici, v bistvu oni vržejo mrežo v ocean in upajo, da se bo nekdo naivno ujel in dobijo nekoga, ki je v tistem trenutku v pravem tudi psihološkem razpoloženju. Se pravi, imaš neko upanje, mogoče neko težavo in potem pride tisto pismo, da si nekaj dobil. Pa naj bo, ne. Tako da, ja, ampak oni tega pošiljajo milijone in ujamejo v tisto ribo 2 sardele, no, tako je to, no. No, ampak deluje, ne? Deluje, ne, tako da. No, drugače pa, prej greva k resnim temam, še eno anekdoto. Jaz sem pol te pisal, če bi na tvojem seminarju lahko predaval o optimizaciji, ker sem bil en prvih po sem rekel 10-15 minut, če bi mi dal, ne. In ti si mi nekako odgovoril, ja, dobra ideja, bomo, ne. No, potem mu pa ti en velik brezplačen seminar na gospodarskem. Na gospodarskem, ja, tako je. In, ko gremo noter, dobimo liste, nekih 15 seminarjev si ponujil. Pa je bilo internet 1, pa internet 2. In internet 2 je bilo optimizacija spletnih strani. Ampak ti meni nisem nič zmenila. Jaz to in sem rekel, lej ga, najbrž sem mislil prasca, drugega je dobil, ne. In sem bil kar razočaran cel ti seminar. Pol na koncu si pa ti rekel, lejte, tle imate pa prijavnico za seminarje in so ful zanimivi seminarji. Si rekel, tam si izvedel, da si še ne predavatelj. En bo predaval, ki ima prevajalsko agencijo, pa ne zna angleško. Sem rekel, to sem jaz. Pa prodaja gume, pa ni vulkanizer, to dve si rekel. To sem jaz. Nisem povedal, ti nisem naprej povedal. Ne, nisem mi povedal. Takrat si mi polepšal življenje in to, da sem šel jaz predavati. 70 ljudi je bilo. To je bilo zame, takrat in to. Te seminarji, ki sem tudi jaz predaval, tudi to je en moj najlepši obdobje življenja in kako sem se tistih seminarjev veselil, ne, tudi so se prej pogovarjala, škoda, ker tega ni več, ker to je bil dogodek, druženje, kavico si spil, koga spoznal, tiste knjige tam kakšno kupil. To zdaj neki Zoom seminar, mislim, to je meni čist brez veze, pa se ukvarjam z internetom, ne, tako da... Lej,
Tomaž in vsi, ki to poslušate, vrača se obdobje seminarij, spet bodo mogoče ne tako množični, mi tudi sicer veliko organiziramo seminarjev v firmah, ampak bodo tudi ti odprti seminarji spet prišli. Je pa točno to res, kar si rekel, zakaj so seminarji dobra ideja, ne samo moji, Tomaži, vsi, ne? Zato, ker zamenjaš okolje, si osredotočeno prisoten, prek Zooma lahko nekoga poslušaš in od časa do časa je to ok, ampak mirno te lahko kaj zmoti. Nihče nima dovolj discipline, da bi bil tako fokusiran na Zoom, kot si lahko v dvorani, potem spoznaš nove ljudi, med odmori zmeniš kakšno idejo, ne? Predvsem pa res 3, 4, 5, 6 ur poslušaš samo to, telefon izključen in tako naprej. In se pravim, seminarji, knjige so bližnica, zmanjšajo možnost napake, dobiš novo idejo, pa še nekaj, tu dobiš malo motivacije. Ko si na seminarju, si v družbi podjetnikov in podjetniki smo na nek način, bom rekel, taka ogrožena vrsta, nihče nas v resnici ne razume. Ne? Če tudi tvoja žena ni podjetnica, te žena ne razume, otroci te ne razumejo, zaposleni te itak ne razumejo, ne? Vidijo drugi oddaleč te pa tudi ne razumejo. Ne? In se pravi, zato ker mi imamo ves čas podjetnike v glavi, podjetje svoje, ves čas ideje bliskajo, nikoli ne moreš reči, zdaj pa več nisem v službi. Ne? Ja, nikoli, ali pa na morju, ne imaš nič Točno, ne, razmišljam. Vse čas delamo na nek način, seveda so tudi glavna prednost tega, da si podjetnik, je pa svoboda. Ne? Jaz recimo, če se odločim, da zjutraj ne grem v službo in ne bom šel in v 30 letih sem že enkrat to izkoristil možnost. Ne? Ampak imam možnost, ne? Imam možnost, se pravi, je neka svoboda, delaš kar hočeš, delaš tisto, kar te veseli, enako kot ti, ne? Potuješ pa še od tega nekaj imaš v smislu finančno, ne veliko, ampak je prijetno s koristnim. In še nekaj o teh seminarjih, ne, zakaj so ljudje prišli množično na te seminarje, ker so bili željni znanja, pomoči, ker so hoteli v bistvu v svojem poslu uspeti in so rekli, ta Lisac ali Gorc nam bo pomagal. In zakaj sem jaz tebi rekel, da boš predaval, ker imam rad predavatelja iz prakse. Jaz sem videl, da si ti to res naredil, sem rekel, povej, kako si to naredil. In to imamo radi podjetniki, ne maramo toliko profesorja na faksu, ki nam razlaga teorijo. Mi hočemo, da ti povej, kako si to naredil. To je to. In zato tudi v teh časih, kdorkoli se ukvarja s podjetništvom, so zlati časi v kakšnem smislu. Ogromno informacij imate na spletu brezplačno. Na YouTubeu, kdor je priden, lahko pride res do veliko informacij brezplačno, potem, ko si pripravljen, pa še nekaj plače za knjigo in ko si res pripravljen priti na kakšen plačan seminar ali pa najameš konzultanta, ki ti lahko res konkretno pomaga. Ne? To je to, ne? To deluje v podjetništvu in bo delovalo tudi v prihodnosti. To je siguren, ne? Kakšna malenkost ti lahko čist nekaj okoli obrne. Tako, kot sem jaz prej tebi rekel, ne? Si rekel, koliko časa sem se matral na YouTubeu pa vse to, ne? Ampak sem ti rekel, sprememba je bila, ko sem začel montirati videe, za kar je pa moj sodelavec kriv, ker me je on mi je pokazal, kako se to montira, ne? Tako da, ja, in to lahko na seminarju zveš, in tudi to, kar si rekel, kakšna motivacija je drug dan narediš 3-krat več. Rekel si en dan zamudil, ko si bil na seminarju, že drug dan si vse nadoknadil noter, ko si naspideran in spoznaš ljudi in to je res vrhunska zadeva. In tvoji seminarji so tudi bili, ne, ti si mu tudi pol vse živo, polovica si jih približno timu, mu si tudi retorika, je bil tudi ful zanimiv, se spomnim. Boštjana Romiha sem jo pa verjetno ne, ti, jaz sem bil, ne. Misliš, moja retorika? Ne, sem pa vedel to kombinacijo delal seminarja. Čeprav je tudi na Romihu sem bil, no, pri tebi enkrat, ja. No, potem si imel tudi izterjava dolgov, pa take zadeve, tako da, mislim, to si bilo noro, ne, tako da za tiš čas vrhunsko. No, pa še eno stvar, ki sem si tle zapisal, ne, ki moram omeniti, pa je tudi škoda, da ni zdaj, tiste tvoje knjige Korak pred konkurenco. Jaz sem, kaj je to fenomenalno? To je meni tudi en človek, ki je, bom rekel, tako več novih poslov začel z njim in on mi je rekel, izmerim, kaj nov posel začnem, grem brati od Lisca Korak pred konkurenco in tam se mi od začetka, in tam sem najdem, jaz sem tudi rekel 15, da si prebral ta priročnik za pisanje glasov. Ker vsakeč druge stvari opaziš. Ja, in pozabiš. Tako je, ne. Ja.
Drugač pa korak pred konkurenco, to je v bistvu projekt bil, ki na nek način še obstaja. Ne? Se pravi, mesečno sem jaz svojim naročnikom poslal en svet in tudi zdaj imamo VIP klub, še vedno. Aha, imaš elektronsko. Ne, še vedno A4 kuverto dobijo. Ja, moji naročniki. Nisem vedel, da to obstaja. Premalo reklamiraš. Ja, ne, veš kaj, tudi zato, ker je ta zadeva tako kakor panožno ekskluzivna, kar pomeni, da je lahko recimo en tiskar, en frizer, en tako. Ok, ne bomo o tem, zakaj pa kako, ampak je omejeno število ljudi, ki to lahko dobivajo, ampak kljub vsemu od časa do časa, zdaj bomo ravno izdali spet zbrana dela in to boš pa dobil. Nadaljevanje vsega skupaj. Jaz še vedno verjamem, zakaj jim pošiljam A4 kuverto, tudi tiskano. Zaradi tega, ker tiskan medij ima še zmeraj podaljšano trajnost. Težje ga vržeš v smeti, pozneje ga vržeš v smeti, težje ga izbrisati kot elektronsko pošto. In tudi, ko ti zdobiš na mizo, rečeš, zdaj se pa moramo sedeti pa to zadevo prebrati. Se pravi, imamo še zmeri to zadevo, na korak pred konkurenco, ali pa recimo ena stvar, ki jo priporočam tistim, ki me ne poznajo, Dnevnik Guruja, 1, 2, 3, 4, kjer so v bistvu zbrani spet podjetniško, marketinški nasveti. Tako da mi to še vedno počnemo, še vedno imamo seminarje, tako da oktobra recimo imamo 2, ki sta že dobro napolnjena. En seminar imamo prodaje 1 na 1, to vsi prodajamo, tisto ali business to business ali business to consumer, en je pa pisanje tekstov, ki prodajajo. In to so teme dve, ki sta vedno zanimivi. Dober tekst, kaj je razlika med boljšim tekstom pa slabšim tekstom v prodaji? To je razlika, kakor med bankovcem za 500 evrov pa za 50. Ne? Ja, mislim, dober tekst ti lahko 10-krat več proda. To je to, kar sem rekel. Se imaš bank za 50 evrov, 1 dopišeš, 500 evrov vreden in isto. Ti imaš lahko eno ponudbo, jo pošlješ 100 potencialnim strankam in kakor si ti rekel prej, recimo jih 8 reče ja. Če imaš pa zelo slabo ponudbo, nihče ne bo rekel ja, ali pa 1 ali pa 2, če imaš pa fenomenalno, pa če si vse prav naredil, je lahko pa tudi 15-20, odvisno od panoge. V neki drugi panogi je 0,25% dovolj dober odziv. Pustimo kako, ampak odličen tekst je zelo, zelo pomemben. Tudi recimo, kaj na spletu opazite, na katere oglase kliknete, na Facebooku, kaj na TikToku ljudje pogledajo. Pogledaš tisto, ki je atraktiven naslov, podnaslov, huda fotka, ali pa video v današnjih časih, ker je veliko poudarka na video. Ampak glavna stvar, in zdaj je to zelo, zelo težko narediti v marketingu in prodaji, je stara formula je attention, interest, desire, action. Vzbuditi pozornost. Kako nekoga prepričati, da ti bo dal tiste 2-3 sekunde, da bo pogledal in pa mogoče kliknil. In to je umetnost in znanost. Se pravi, oboje, in to se splača študirati, ker lahko podjetnik ima recimo super storitev. Odličen hotelček, če noben ne ve za hotelček, ne bodo prišli gostje. Lahko ima odličen izdelek, spet če ne boš nekako spravil informacijo o tem odličnem izdelku v javnost, ga ne bodo kupili. Zelo pogosto se pa podjetniki, to jaz povem iz prakse, ko nekaj ne gre, še bolj ukvarjajo z izdelkom pa storitvijo. Namesto da bi se ukvarjali s prodajo, to oba veva. Se pravi, še izboljšali bomo storitev, ker brez veze, če nimaš dovolj. Kaj podjetnikom v resnici da neodvisnost? Preveč strank. Če imaš preveč strank, lahko dvigneš ceno, lahko dvigneš pogoje, spremeniš, si samozavesten, delaš na izboljšanju storitev. Jaz sem govoril z enim pevcem, znanim, pa ne bom povedal, ki je zelo znan slovenski, in tako isto smo imeli v pisarni pogovor, je rekel, veš kaj je moja največja nočna mora? Sem rekel, ne vem, se ti pa tako uspešen pevc. Prazna dvorana, ki je dal glih plakate po celi Sloveniji. In če ne bi bilo odziva, če se karte ne bi začele prodajati pred eventima, bi rekel, to me ne skrbi. Sem rekel, kaj te skrbi, si ime brand, in pol je imel razprodano. Ampak rekel, ne. Prazna dvorana je nočna mora, to mi pevci ne spimo. To je bilo pri meni, ko sem v diskoteko podobno. Mislim, band, v predprodaji, če ne v predprodaji karte prodajal, bi od živcu najbrž umrl tako pol, ko se je začelo prodajati. Jaz sem tu najbrž tečen bil, na vsa ta prodajna mesta sem vsak dan celo 2-krat klical, koliko so prodali. Tako da to zastopam. Drugače pa na to, kar si ti povedal, papir, jaz sem tudi zmeraj na papir,
Bill Gates, ne vem, če veste, sem nekje prebral, lahko da je to tudi zmišljeno, ampak prebral sem, pa se čisto poistovetim. Bill Gates je rekel, da vse, kar je več kot 3 strani, si on sprinta, da s papirja prebere. Se vem, da to ni ekološko, pa to, ampak meni še zmeraj na papir in da bi jaz elektronsko knjigo bral, jaz to ne morem. Jaz to mora biti na papirju in tako da to siguren. Naj pa še povem, ta korak pred konkurenco, ljudje, ki gledajo, verjetno to ne poznajo, da povem majčkeno več o tem. To si ti v mesečnih revijah, ki si jo lahko kupil, tako kot neko drugo. Kot imamo zdaj Hip Klub, ja. Ja, in si jo dobil. Potem, po nekem času, ko se tega več nabralo, si ti pa v knjigo dal in si knjigo izdal. In to je 5 knjig in teh 5 knjig imam jaz doma in teh 5 knjig tudi Monznanc, ki je rekel, da ko ima nov posel, se tisto prebere in dobi ideje. Čeprav je to je 20 let staro nekatere začetne zgodbe. Še več, ne. Tako da zdaj, bom rekel, tam se spomnim neke fitness serije, ki je nekaj izdajal, če bo bilten izdajal, ne. Tako da, ne, to še zmeraj velja, ampak mogoče za razmisliti, mogoče mu ni, da glih bilten tiskan izdaja, mogoče elektronski, čeprav še zmeraj, ko so se pogovarjala, verjetno je tiskan še zmeraj super in ljudje se tudi ne zavedaj, da tisk je čisto poceni v končni fazi, tako da ne dej tisk natiskati. Še en komentar na to, 20 ali pa 30 let stari teksti, vse to je vseeno. Sem tako, recimo Drayton Bird, mi je pokazal oglas iz leta 1890, v katerem so farmacevti zbirali podatke o strankah. Šlo je tako, na kuponček, če si napisal, katero bolezen imaš, ali pa če si bil ranjen v vojni in karkoli, če si ta kuponček prinesel v lekarno, si dobil prvo flaško njihovega zdravila zastonj. Se pravi, to je čisto isti koncept, ki se ga zdaj gremo pač ali s piškotki na internetu, ali pa z tem, ki moraš izpolniti podatke, da dobiš brezplačno knjigo ali karkoli. Se pravi, mehanizmi seveda so zdaj drugačni. Zdaj imaš hitreje se vse dogaja, na internetu je lahko instantno. Ampak osnovna psihologija prodaje pa ista. Ljudje vedno bi imeli nekaj zastonj, imeli bi brezplačno, ljudje vedno iščejo rešitve za neke težave in odvedno je bilo v marketingu tako, lahko ljudje že imajo težavo, pa ti ponudiš rešitev, lahko si pa tudi spreten v prodaji in najprej ljudem poveš, da imajo problem. Tak hecen primer, ki ga jaz dostikrat povem, je recimo, katera je najbolj seksi žival na tem planetu, marketinško seksi, pršica, pod mikroskopom super zgleda in pol prodajalci vzmetnic, kaj ti povejo, da imaš v svojem poštru pa v vzmetnici milijarde pršic, ki te bodo požrle po noči, in pol pokažeš ono grozno žival, se pravi, kaj smo s tem marketinško naredili, ustvarili smo človeku problem. Zdaj imam pa jaz pršice v vzmetnici svoji, pa svoji blazini, pa v kotru. In zdaj mi imamo pa rešitev, ali je ta rešitev super sesalc, ali je kupi si novo vzmetnico, ali karkoli, ampak v bistvu je zmeri tako, ljudem poveš, da imajo težavo, ali pa upozoriš, ali pa lahko pa tudi povzročiš težavo na nek način, to je grš, ampak to je to. Takoj, ko imaš neko rešitev, za katero ljudje hočejo problem, da jih neki žuli, boš prodal. Boš prodal, to je. Zdaj si me nekaj spomnil, pa bom izkoristil, da te kot strokovnjaka vprašam. Sicer verjetno sem že sam mečkan do rešitve prišel, ampak me zanima pa se mnenje tvoje. Jaz, tu smo ti tudi zmeraj učil, da sem prepocen delam, pa tret. In jaz sem se zmeraj trudil stranki, da čim več. In če me nekdo, ne vem, da bi me kontaktiral nekdo, ki ima apartman nekje v Sloveniji, bi mu jaz pred še napisal, mu bi dal ponudbo, bi povedal, imamo pa tudi, mi imamo eno veliko skupino Lepote Slovenije na Facebooku, čez 220 tisoč ljudi je, to je to, In bi mu rekel, imamo pa še to, vam bom pa še to gratis dal 5 objav noter za vas apartma. Pa verjetno bi še kaj drugega napisal. In jaz sem pogruntal, ko sem človeku preveč dal, da se on ni za to odločil. Tako da zdaj nikoli več ne dajem teh dodatnih bombončkov, jaz bi polna te bombončke, ampak zgleda drugi pa ljudje ne. A so zmedeni, ali kaj je, ne vem. Ti bom odgovoril, najprej z eno anekdoto, ampak recimo osnovno pravilo v prodaji je, da dobri prodajalci vemo, kdaj je treba utihniti. Zdaj pa primer je naslednji. Moja mama pokojna, sem jaz rekel, ti nimaš pojma o prodaji. Kako to misliš? Sem rekel, ko vnučki pridejo na kosilo, ti daš njim juho na mizo. In preden začneta ona juhco, ti začneš
pol sem vama pa za sledico naredila palačinke. In juhca je bila že prodana, je storno, noč ta juho pojesti, zato ker so pol še že palačinke in tako naprej. Se pravi, isto je v prodaji, ko ti vidiš, da stranka nekaj hoče, ne, ok, podpiši, plači. Tako, pojmo pa ponuditi. Ja, ampak jaz sem hotel ono zastonj ponuditi, da bo več pri meni dubo. Še ena zadeva, ki je tukaj pomembna. Recimo, to pa ravno pri izobraževanju velja. Jaz sem imel do zdaj največ, čeprav skoraj nič reklamacij, na seminarju, kjer smo imeli v hali Tivoli skoraj 4000 ljudi. Ker so se ljudje pritoževali, ni bilo parkinga, ni bilo zajezd, ne vem, v glavnem, pri 4000 ljudeh zmeraj najdeš nekaj pacientov, ki se bodo pritoževali. Sigurno. Nič reklamacij, nimam pa pri seminarjih, recimo to, ko smo imeli masterminde po 1500 evrov. Zakaj? Ker pri tem, ko ljudje malo več plačajo, sploh v smislu izobraževanja, pol se že sami sebi čutijo dolžnega, da zdaj pa nekaj naredi za ta denar. Če je dal Jure pa pol za seminar, bom pa naredil to, kar mi je Lisac rekel, da bom naredil. Tu sem imel že seminar, recimo, to smo imeli prelomnica, 120 firm je plačal čez 1000 evrov in mi smo imeli money back. Če s seminarjem ne bo zadovoljen, ti celoti vrnemo denar, ampak je bil money back z eno mini zvezdico. Bil je drobni tisk, smo ga pa na veliko napisali. Drobni tisk je bil pa pod pogojem, da narediš tisto, kar se zmenimo na tem, ki je bil 3-tedenski, ali razumeš, seminar, da mi skupaj ugotovimo, recimo ti hočeš povečati prodajo, Lisac pravi naredi to pa to pa to, se strinja s tem, če karkoli narediš, potem ti vrnemo denar, če ne dela. Če pa nič ne narediš, ja. In spet smo imeli od teh čez 100 udeležencev, ena sama firma je se malo pritožila, pa smo rekli, sigurno lahko takoj vrnemo denar, ampak dajva malo pogledati zadevo. In potem smo jim malo pomagali, na gospa je bila z računovodskim nekaj servisom in tudi smo naredili in je delali. Se pravi, vračilo denarja, to je več kot 20 let tvoja stara fora, ki jaz tudi že 20 let uporabljam. In nikoli nisem imel vračilo zahteve. In ti si zmeraj rekel, brez vprašanj vam vrnemo denar. Vljudno, takoj in brez vprašanj. In točno to jaz napišem za vse svoje seminarje, ki sem jih mu zdaj nimam, ker pač ni za to več interesa. Za knjige, plus še kaj takega sem prodal, zmeraj sem to dopisal in niti enkrat se mi zdi, ne bom trdil 100%, da niti enega nismo imeli, mogoče sem pozabil, če smo pa imeli pa največ enega, obstaja celo možnost, zdaj to niti ne vem, pa so moji vrnili, ampak mislim, da ni bilo nobenega, če pa bil maksimalno eden. Recimo moja statistika, mislim, da smo imeli nekaj čez 5700 udeležencev na delavnici Nemogoče, to je tista, ki se leti v Bezelskem. To je vrhunska. In to bilo 136 ponovitev in mislim, da 9 ljudi je zahtevali denar nazaj. Se pravi, od 5000. In še te, nisem itak, brez vprašanj vrnemo, ampak ne, vsi so mi rekli, ena je rekla, to ni čisto moja tema, se pravi, še te so se malo tako počutili, sem rekel, ne, gospod, če smo rekli, ni panike, ampak hočem povedati, če ti imaš dober produkt, ne bo tega. Se pravi, in to je to Joe Sugarman, eden od sprožilcev, pravi, prepričano so kupčevo zadovoljstvo. Se pravi, če je prodajalec res prepričan, da prodaja dobro robo, da ima dober izdelek storitev in če je pripravljen za to garantiran, ljudje to ne bodo izkoriščali. Ne bodo. Pa tudi, če če promili izkorist, pa ne izkorist. So pa seveda ene 3 imaš, vem, da me je klical enkrat, mislim, da bi bil Aleksandar Šinigoj, pri njem on tudi nekdo zahteval denar nazaj, pa prav, a ga poznaš? Sem rekel, ta je tudi isti, ki je pri meni. Eni pa tudi. In je rekel, kaj ne naredim? Sem rekel, vrne se, dej stran to v tebe, se tu ni nič tazga, itak pri taki količini se to ne spozna, ampak povečaš pa na ta način prodajo, pa zaupanje, prodajalec, recimo, če bi prodajal star avto, pa ti rečem, tle, imaš ključe za en teden, pa če ti bo všeč, ga pripelj nazaj, pa plači, valjda boš rekel, tle ni skrivnosti, to ni prevarant, in tako je treba početi, če res verjameš v svoj izdelek in storitev, nekaj garantiri. No, to je ena stvar, ki sem se v tebe naučil in lahko mirno rečem, da mi je ful prinesla denarja, 100%, zato ker to, kar to rečeš, človek, če v dvomih, a je to za mene seminar ali ni, reče bom šel,
pa se če ne bom pa denar. In tudi že kje druge sem jaz tu videl, pol so verjetno, tudi od tebe dubl, hitro branje sem šel, ne. Tam so garantirali, da bom 50% hitrejš bral. In najprej sem se vprašal, za kaj smo prišli, in jaz sem rekel, zato, ker ste garancijo dali, sem rekel, in vam povem, da ne pričakujem, da bom 50% bral hitrejš, če pa ne bom 20%, vam pa že zdaj povem, da bom zahtev. Na koncu sem bral, ne vem, 120% hitrejš, ne, mislim, da je bil neverjeten seminar. Tako da, ja, lažje greš, ne, ker se bojiš, pizda, ko pa to ni tako pocen in se bojiš, ko pa če je res čist stran vržen denar, ampak jaz lahko zase rečem, da na nobenem seminarju še nisem bil, ki se ne bi splačalo. Enkrat sem bil na enega povabljen, to bi tudi ti mogel je, to je zanimivo sicer. Moram paziti, da ne bom kaj preveč povedal, ker nočem, da se kdo v tem... Se veš, da sem bil čisto na vseh seminarjih. Ne, nisem bil, na tem nisem bil. V glavnem, bil sem na nekem seminarju, ki je vse na imidžu temeljilo. Čist nobene vrednosti seminarja ni tam bilo, ampak so bili tam ljudje, ki plačujejo neko članarino, ki dobijo čist nekaj minimalnega, 500 evrov na mesec, plus DDV, se pravi 6 evrov. Ja. Bila je tam ena moja stranka, ki sem jo dober poznal, pa sem ji po smešno nizki ceni naredil spletno stran, ki je prišla k meni jambrat, da glih začenja, pa da nima on tudi red. In je pol to ful izkoristila. Ne, jaz sem rekel, lahko ti naredimo pocen spletno stran, če ne boš komplicirala, ker ena malenkost na spletni strani lahko dražja kot cela spletna stran. Tako, zato ker je pač... In jaz, mu nisem točno navodila dal in je bolj boga in naredil in enkrat je rekel, če tu kar delamo, ne, sem rekel, ne, in jaz polno kontaktiram, sem rekel, zdaj tu smo ti naredili, smo ti veliko več naredili, kot sem ti, mislim, to je, če ti povem, kakšna cena, boš rekel, da sem budala. Potem sem mi pa rekel, če ti bomo pa še kaj delali, ti bomo pa računali, takrat sem rekel 12 evrov ura, ne, mislim, to je nič, ne. Je bilo pa predrago, ni bilo pa nikoli več. Ampak tam je pa unih 6 evrov plačevala na let, ker sem jo tam videl. In hočem ti sem to povedal, kaj sem se naučil? Pizda, vse na imidžu. Ena ženska pride do meni tudi na tvoje seminarje hodila. Tomaž, kako ti tle všeč? Sem rekel, dober velik sem se naučil in sem resno mislil. Prodajajo meglo, pa imidž. Jaz pa imidža nisem nikoli prodajal. In sem ena ženska, ki tudi na tvoje seminarje hodila, prav, kako ti Tomaž všeč? Sem rekel, super, velik sem se naučil, pa sem res mislil, da sem se. Prav, sem rekel, malo bom mogel na imidžu delati. Rekla, sej, pridemo k tebi na seminar, dobimo sem ti rogljiček pa kavica. Ne, tam je bil pokosil, pa veš, čakala te že tu neka čokoladka, pa na imidžu res narejeno. Ampak sem si mislil, ampak pizda, pri meni plačaš 3-krat manj, pa 10-krat več zveš. In to je bil seminar, ki sem se ogromno naučil, nič, ampak ogromno. Veš kaj, ena, bomo rekli, zadeva je, da podjetniki ne smemo po sebi soditi, ne. Tudi ko postavljamo cene, ne, mogoče se tebi zdi predrago, ljudem pa ni. Osnovno eno pravilo, ki ga jaz razlagam, je okoli 20% ljudi si vedno želi plačati več, ne glede na to, kaj prodajaš, ampak moraš imeti, se pravi, ponudbo za teh 20%, ki bi želeli več, recimo, ne. Tak primer, ki ga imam jaz včasih na seminarjih, imaš tarot karte običajne za 9 evrov, ne. So pa v zlati škatlici s pozlačenim robom, so pa 15, ne. In seveda, ko to vidiš v trafiki ali kjer so knjigarni, mnogi vzamejo pač dražje, ne? In če ne bi bilo dražje opcije, nekateri ne bi vzeli te dražje opcije. Drugač, drug komentar na ta seminar, pa na dobro ponudbo hrane, pa kosilo, pa bomo rekli, dobiš lepo mapo, ne? Jaz pravim tako, da podjetniki moramo poskrbeti, da je naša cenovna politika skladna s tem, kar ljudje pričakujejo. Recimo, če prodajaš Rolex ure, vemo, kako izgleda regularna zlatarna, ne? Je v super delu mesta, dragem. V izložbi so Rolexi razstavljeni, ampak ni cene. Je samo na žamedu par ur, noter prideš, 2 prodajalca te obdelujete, ti prodajata bele rokavičke, odpirajo in seveda na koncu je drago, ne? Če prodajaš pa Swatch ure, v izložbi ogromno razstavljenega, cene zraven,
in takoj lahko vsako roko primeš, kupaš in tako naprej. Se pravi, ti se moraš odločiti tudi, koga dobiš. Ne? In recimo tudi, smo imeli poceni seminarje, zastonj seminarje, drage seminarje in recimo en seminar je bil zelo atraktiven in pokličem jaz enega kolega, ki je bil pa direktor velikega podjetja, sem rekel, prideš, ne? In rekel, ma ne, sem rekel, zakaj ne? Prav ma ne hodim jaz ti na masovke, ko še imel kaj dražjega za ožjo skupino me pokliči, ne? Se pravi, a veš, on je hotel biti pa samo 20 direktorjev, ampak razumem jaz to, ne? Se pravi, drugačne potrebe imajo nekateri, ne? Nekdo, sem imel pa isto direktor enega znane slovenske zavarovalnice, je pa hodil na vse brezplačne, sam, predsednik uprave, ne? Tako da, različni ljudje, po sebi pa ne smeš sklepati. Ne? Ker nekaj ti povem, vsak od nas ima področja, kjer smo škrti. Ja, vsak od nas ima pa tudi področje, kjer pa najbolj se to pokaže, recimo, prvi otrok. Nekdo je bil prej škrt za prvega otroka, pa najboljši voziček, najboljši nahrbtnik za nositi ga, ali pa dobiš kužka, kar naenkrat je vse možno, pri kakšni drugi zadevi je pa ful škrt. Ne? Se pravi, in na to je treba računati. Ta gospa, ki je plačevala 500 evrov na mesec za to, da je bila član nekega kluba, ne? V bistvu je bil to klub. Samo res ni nič dobila, verjemi, da ni res nič dobila. Je plačevala pripadnost sekti, se je dobro počutila v tistem okolju. Je imela občutek, da mora to plačevati, zato da je tam zraven. Ne? Se pravi, in ja, nekdo, ki je spreten, veš, jaz imam posebno predavanje o prevarantih v marketingu in prodaji, ker od prevarantov se ful lahko naučimo. Ne? Jaz ne propagiram, da moraš biti prevarant, ampak metodologija prevarantov je ful dobra, ker prepričajo človeka, da kupi nekaj, ki ni nič vredno. Jaz včasih, ko sem imel malo več časa, sem šel vsaj 2-3 na let na une mrežne marketinge, čiste na tegancije, Že te povab, vidiš, da ne boš si masa, ampak jaz sem šel zato, da sem videl način dela in to še zdaj ljudem svetujem, pejte, sem da vas ne bojo slučajno nategnili. Jaz se tudi recimo ne odjavljam na internetu iz kakšnih spamov, iz newsletterov, ki nimajo neke vrednosti. Ja, po SMS-u, če dobim kakšne ponudbe, pogledam, pa zbrišem, odjavljam se pa ne, ker nikoli ne veš, da se boš tudi iz kakšne take neumnosti, ki je naučil. Ali pa, zakaj bi imel na poštnem nabiralniku tisto nalepko, da naučim? Ja, da naučim, ne razumem. Pogledaš, vržeš med star papir, pokureš, ne? Ampak enkrat na let pa lahko najdeš dobro idejo. Nekaj pametnega. In idejo in tudi pametno zakupati, verjetno. Tako je, točno to. Seveda, upokojenci se pa na pamet učijo cele kataloge, ne tistih. Ja. No, prej, ko si rekel, ne smeš poseb sklepati. Prejle si se pogovarjal s keramičarjem. Kakšne majstre ti zbiraš? Jaz imam enega znanca, ki je čist brez denarja, ampak on se bo pohvalil. Ja. Telefoniš? Ja, tlegamo. Prej en znanc, ki je čist brez denarja, ampak on se bo pohvalil, da mu je pa prišel, ne vem, keramiko položiti en s hudem Mercedesom, ne. Jaz menim, če se pripelje majster s predobrim avtom, ga ne bom vzel, zato ker vem, da je predrag. In lej, tu v gradbeništvu pa imam izkušenj in ti garantiram, da vse, kar sem v gradbeništvu delal, sem naredil ful kvalitetno, pa 3-krat cenejš, kakor ostali. Ampak se pravim, če se z Mercedesom... Pred 3 letem sem rabil keramičare nekaj nujno in ga nisem dobil in sem z Mercedesom pripravil, ja, in mi je za par ur dela vzel 300 evrov, prej, ko sem mu pa enega drugega, ne, bi mi vzel pa 50 evrov, ne. Ok, zdaj ti bom pa, ker je to marketinška lekcija, ne, povedal, zakaj je ravno tak keramičar. Se pravi, prva zadeva, cela zgodbica, moja sinova zdaj začneta s poukom, ne, Leo gre v srednjo šolo 3. letnik, Ruben gre zdaj na Gaja College in prenavljamo to stanovanje, ki ga imamo v Ljubljani, ne. In se pravi, keramičarja sem dobil na priporočilo, to je bilo. Prijatelj, moj res dober prijatelj, s katerim imamo tudi pujse tukaj in tako naprej, je rekel, mam, seveda, on je itak v gradbeništvu celo življenje. Mi ga priporočil. Zdaj pa stvar, ki je pa res fajn, ne, in zakaj mi je res ta dober pogled, ne, fotko pa še tle pokažem, če si videl kaj ne. Keramičar me sproti obvešča, kje trenutno smo, ne, in me kliče in temu jaz rečem učeno, ne, upravljajte s pričakovanji strank. Nekaj, kar ne maramo, se zmeni z enim obrtnikom, pa tišina. Ne javlja se na telefon. Ne veš, ali bo v roku naredil. Zakaj me on obvešča? Ne? Zato, ker je rekel, da nam živčen in da bodo fantje rešili drug teden lahko stanovanje. To.
in zato me sproti obvešča. Ne. Je pa nekaj res, kar si pacient povedal, ne. Če nekaj rabiš hitro, kvalitetno, verjetno bo malo dražje, ne. Tako da tle bo neka srednja varianta, zato ker je bilo na priporočilo, ne. Ampak če bi imel pa neomejeno časa, bi pa točno zbral. Se razumeš, tle sem pa ful navdušen na tem in zdaj, takoj, ko bo to končala, on me je vmes klical, ne, še nekaj zgleda je ugotovil, pa bo hočel od mene ali še to popravimo ali ne popravimo, verjetno, ne, in mu moram odgovoriti, ne, to je to, ne. No, da ne boste narobe razumeli, pa tudi ti, da nisi narobe razumel. Ne bom jaz keramičarja poceni vzel na račun kvalitete, ker to mi je jasno, ploščice plačaš drage. In da pol skozi gledal, ko so slabo položene, ne, tle sploh nima veze. Ne, ti nočeš, da ti nekdo za recimo nekaj, kar je vredno 100, računa 500, ne? Tako, to pa razumem, tako. Ja. In takega ne boš več nikoli poklical in ne boš ga priporočil. In pri gradbeništvu ne se jemlje male SP-čke, primer ploščic, ki sem jih nazadnje polagal, gor na vrh, si videl. Si bil, kdaj si bil nazadnje? Ja, seveda sem bil pri tem, točno, vse ste jaz sem takrat se ni dalo nobenega keramičarja dobiti. Jaz sem pa tam eno najemnico, ki ima vadbe, pa ne noče poraga keramiko. In niti ni mu cajta, ampak je mogel zato, ker je imela ona otvoritev, ker sem jaz rekel, splet okoličen priporočilo. In on je mali SP, starejši gospod, on se tega ne zaveda, takrat je mu, ne vem, 12-14 evrov kvadrat, on bi mu lahko 18 in bi mu še zmerno dosti dela, ker on je bil za pol leta naprej. In on jih je pol leta naprej razprodano. Čeprav to je 2-3 leta nazaj. Pa 6 mesecev, zdaj so, vse je polno. Ja, tudi keramičar je tak primer, sem rekel, če mi firma ne bi laufala, grem keramiko polagati, se bom že naučil in to je biznis. Na začetku boš parkrat malo tako položil. Ja, pa tudi mislim, najprej bi šel hen modelat. No tako, bravo, to je ta prav. Zavajenca, zastojn bi šel delat. Glihunga bi poklical, bi rekel, gremo. 3 kopalnice urasujemo, vidiš, kako gre, 4. sep narediš, 5. najboljš mu prijatelj, da pol več na avto najboljš prijatelj, popa. In ta človek mi seveda vrhunsko položil, prvič, ker je njegova hčerka tam. Ta drugič zato, ker vem, da bom jaz njega klical, pa mu težil. Najslabše pa ker en šef se pripelje v hudem Mercedesu, ima 4 zaposlene, mogoče en glih na nov prišel, boli unga kako. Lahko nazaj pokličem zdaj, ali ne moram na pauzo narediti? Lahko pauzo naredim, če imaš nujno, da ne boš živčen. Da ne bo on živčen, ne? Saj lahko pa, lahko boš prekinil. Ne bom prekinil, če bo treba, bom pa zrezal. Sem da vidim, kaj mi bo rekel. Zato, ker veš, on je zdaj tam v stanovanju, je sobota je in... Ajde, povej, Primož. Ja. Ne vem, predlagaj. Dej, prosim. Dej. Ampak bo neka rešitev, tako da ne bo luknja, ne? Odlično. Ti zaupam, naredi to po svoje. Ok? To je to. Ok, hvala ti. Bađi, čau. Lej, kakor sem rekel, ne, na leto je še eno dodatno zadevo, ima rešitev, vse si slišal, ne. Se pravi, no, jaz imam to rad in če na ta način posluješ s strankami, se pravi, lekcija za vse, ki ste podjetniki, nikoli strank ne puščajo v negotovosti. Stranka mora vedno vedeti, kaj se dogaja, sploh pri teh gradbenih podjetjih, ne. Tudi če recimo zamujaš, povej stranki, da bo zamuda. Vnaprej povej, da stranka se zna zorganizirati, ne, in pol boš izpadel pošteno. Imaš pa dosta obrtnikov, ki pa telefona ne dvigne. Poma pa izgovor, pokličite v ponedeljek pokličeš do petka, bomo v petek, ni še nič narejeno in tako naprej. To ne maramo ljudje, ne? Ne jih puščati v negotovosti. Daj mi povej, to je človek, ki ima svoj SP največ. Sem takoj vedel po glasu, ko sem ga slišal, pa... In se s sinom dela, mladoletnim, zdaj... Ja, pa sigurno je starejši od 40 let. Glih tok je star. Ja, ker ga vidim, da je... Mislim, ga skrbi, mladi imajo kar... Ampak ne vse mlade obsojati. Ne obsojam se mlade. Kako bo rekel, imaš tudi, sem že na leto, na mlade, 18-letne, ful odgovorne, mi malo starejši si pa mislimo, da ta mladina ni pa nič. Ampak te starejši imajo ful odgovornost, ful se boli, če ti ne boš nezadovoljen. Mislim, ne če vsi, ampak ne.
Vse tako, ampak dajmo tudi tam mladim priložnost. Imaš tudi to odgovorne tam mlade. Tudi jaz učim sinove. Ja, na določenih področjih sta čisto neodgovorna, določena sta pa ok. Moramo, starši, ne smemo biti prehudi. Ne. Mladina, veš, naši so govorili. Vse so tudi naši govorili, da ne bo znam nič, da bo svet propol. No, tako in pa ni, ne. Jaz tako pravim, nekaj se bo spremenilo, bodo tudi naši. Recimo en tak primer, moja stara mama, ne, mi je videla, da takrat sem imel kalkulator, ne, in me je ful rekla, na pamet moraš znati računati, ker ona, veš, je tudi imela gostilno, vse znala na pamet zračunati, ne. In mi nismo znali, ampak vidiš, zgubljena generacija. Zdaj nihče več ne zna na pamet računati, ampak niti ni treba, ne. No, vidiš, se pravi, mogoče sigurno, ta generacija nekaj bo, sploh jaz mislim, da se bo svet obrnil v pravo smer, ne, takšno, ko se mora, da bo zmagala v bistvu to, da se z delom, s poštenjem, da nekaj zaslužiti, ne, in da tudi bodo politiki na nek način ugotovili, prisiljeni bodo ugotoviti, da brez podjetnikov družba ne more obstajati. Mi smo hrbtenica vsega skupaj, ne, in brez prodaje, ne. Sem zaradi prodaje pa podjetnikov se svet vrti, so novi izdelki, nove storitve na trgu. Če mi ne bomo uspešni, ne bo nihče davko plačeval, ne? Sigurno, ne. Tako. Ti si bil zmeraj zelo kreativen. Jaz sem tudi bil, že v diskoteki sem neke kreativne zadeve. Mi smo razgledance leta 2000, smo človeka slikali, ampak to moš vedeti, 2000 je bila druga tehnologija. Slikali, sprintali razgledanco in jo je poslal kolegu. Tako da sem zmeraj bil. Ampak veliko kreativnosti sem se pa tudi od tebe naučil. Rečemo, ti si mu tekmovanje v marketingu. Kako si to prišel na idejo? Malo več o tem povej. Več o sami kreativnosti. Mogoče celo, zakaj da nas nekaj tacga? Ok, se pravi, najprej osnova kreativnosti za podjetnike, če tako rečemo, ne. Poglejte, kakšno dobro zadevo, ki jo vidite v drugi panogi. Se pravi, jaz podjetnike učim, da ne gleda sem svojo panogo. Če si keramičar, kaj ugotoviš, da vsi keramičari delajo na podoben način. Prodajo in marketing. Ali pa vsi računovodski servisi, kako pridobijo večino strank. S priporočilom ali pa imajo mogoče v kakšnem združenju, kakšen oglas in tako naprej. Se pravi, če hočeš biti kreativen, inovativen, pejt ven v eno drugo panogo. Recimo, jaz sem vodil 1 leto in pol največji vodni park na Poljskem. In takrat sem prenesel eno idejo iz panoge, ki jo vsi poznamo, trgovine. V trgovinah se zbirajo točke, ne, pike, ne, in si nagrajen v bistvu za zvestobo. No, jaz sem tam naredil podobno zadevo, vsako 5. kopanje je bilo zastonj. Nobene kartice nisi dobil, sem na recepciji si povedal ime, priimek, telefonsko številko pa mail. In jaz sem na ta način dobil, 300,000 mailov telefonskih številk in ko je bilo slabo vreme, če sem hočel več ljudi v vodnem parku, sem maile poslal pa SMS-e in sem napisal, recimo, danes imate pa brezplačno savno. Savna je bila itak topla, nič nisem imel dodatnih stroškov, sem pa dobil recimo na ta način 200, 300, 400 novih kupalcev, ki jih sicer ne bi dobil. Se pravi, ideja iz ene panoge, vsi trgovci imajo, tuš kartico imate, ne, pa bi jo imeli, ne. Se pravi, ampak če zdaj pogledaš, noben bazen praktično v Sloveniji, niti v Evropi še vedno ne pobira podatke od strank in jih ne uporablja. Se pravi, ja, vem, da je neumno, ampak to ponavadi ko je, ne, da smo omejeni se svojo panogo in počnemo točno tisto, kar je v naši panogi v navadi. Se pravi, na ta način jaz pridem do kreativnih idej, sem gledam, a veš, kaj se lahko od McDonald'sa naučimo? Hitrosti, pa sistema. Ne, lahko da ti je hrana za nič, ali pa veš, da je škodljiva, ne. Pusto, imajo pa totalno dober sistem in hitri so, takoj dobiš. Se pravi, kaj lahko jaz naredim, ne. Ali pa, kaj se lahko nauči direktor bolnice urgence v Ljubljani? Ja, ne gre pogledati, kako poteka prijava v Intercontiju v hotelu. Tam zdrav človek v 5 minutah pride na vrsto, dobi ključe od sobe, spi lahko v sobi v svoji pižami, ne v progasti za nič in hrana je dobra. Če pa prideš na urgenco v klinični, ne, pa nič ne veš, da veš na vrsti, ne. Mislim, razen, če si hud primer, z nožem v hrbtu hitro priješ na vrsto. Ampak sicer recimo, da te zagrabali v križu, da si zvil gležen, ne. Tam boš tako 4 ure, neudobne klopi, ni prigrizkov, razumeš, ne diši, ne. Se pravi, mi se ne spoznamo na zdravstvo, ampak na recepcijo se pa spoznava, je tako, ne. Se pravi, zakaj ni recepcija v bolnicah ali pa zakaj ti avta ne parkirajo?
V vsakem kazinoju ti avto parkirajo, ne? Zato, da si gost, da boš več zapravil. Ko priješ pa recimo v klinični v Ljubljano, s staro mamo, 90-letno, kako mi hod z Berglo, takrat bi pa res bilo fajn, da bi ti nekdo avto parkiral, ti pa čist pred vhod, ne? Ja. Pa ni tega. Ne razmišljajo o tem, kaj stranke potrebujejo. Ali pa en tak svetovni primer, čist iz druge spet panoge, ne? Jaz rad knjige berem. Tudi moš prebrati knjigo o zgodovini Glock, pištole. Ne? Kako so oni nastali? Oni so bili železarsko podjetje, ukvarjali so se z železom. In potem so se enkrat prijavili na razpis avstrijske vlade, za kdo bo naredil boljši revolver, ne? Mislim, za opremo policije. In prijavili so se tudi vsi znani proizvajalci, Smith & Wesson, Colt, Beretta, ne vem, karkoli, Walter, vseh ne vem, kateri so. In vsi so dali na razpis enega od svojih modelov, malenkost izboljšenega, malo, veš. Ne? Oni so šli pa zaslišati vojake, policaje, kaj jih moti pri obstoječih revolverjih. In so zveli, da imajo težave z zaklenjanjem, se pravi, niso čisto sigurni, da je varno zaklenjena pištola, pol, da so mogoče malo pretežke, pa tako. In oni so naredili prvo polplastično pištolo. Glock je delno iz plastike in ima drug način zaklepanja. In s to inovacijo, ne, je firma, ki ni nikoli naredila orožja, zmagala na razpisov in pa je šla pot samo navzgor. Zdaj imajo Glocke ameriška policija, ameriška vojska po celem svetu, ne, ampak šlo se je za to, da so šli kupca vprašati, potencialnega, ampak ne unga, ki podpisa naročilnico. Uporabnika. Ne, vojaka, policaja, kaj ti rad od pištole, ne? Kaj ti gre na živce. Pa vsi so seveda rekli, pa čim več metkov, ne? Sploh ameriški tisk, drugače ima 600 tistem ali koliko, prav lopovi imajo pa avtomatske, ne? Da je nam tudi 14 metkov noter, ne? In to je to, ne? Se pravi, tako prideš do kreativnosti, da okoli sebe gledaš, ne? Da gledaš, kaj v drugih panogah dobro naredijo. In kje so, a veš, če tako pogledaš, zakaj sem imel jaz prvi v Sloveniji brezplačne seminarje, ne? Ja, sej, to je poslovni model od Googla. Mi dobimo brezplačno navigacijo, kot uporabnik govoriva, ne? Mi dobimo brezplačno iskanje. Točno to, ne? Ampak oni druge zaslužijo. Se pravi, moj poslovni model je bil dobiti 4000, 6000, seveda smo imeli po 5-6 let, po 6000 ljudi na teh seminarjih, ne, enkrat v Tivoli sicer 4, ampak boljši so bili tisti po 500, se veš, usmeritev pa na gospodarskem, ne? 6-krat po 500, zakaj je bilo to dobro? Ker je bila tudi logistika super za izvez, se pravi, smo več knjig prodali, 6-krat po 500 ljudi, kakor je enkrat 3000, zato ker je bilo več osebja na voljo, več časa, pretok ljudi je bil tako narejen, kot si prej povedal na začetku, da si une knjige gledal, si moral nekaj kupiti. Se pravi, ampak model osnovni je bil, da jim nekaj brezplačno, da jih dobiš na kup in pol prodaš abonmaje na seminarje, prodaš knjige, potem pridejo v stik s svojo blagovno znamko, vidijo, da je na naših seminarjih super, se sami prijavijo na kakšen seminar. Se pravi, vedno sem gledal, ali pa isto, ko sem bil šef mobilnega operaterja, ne, takrat smo razdelili 30 000 brezplačnih SIM kartic s $500 takrat gor prometa. In to seveda je bilo za mladino super. To je bila pa naša ciljna skupina. Ampak kako prepričati človeka, da je prestopil iz enega mobilnega operaterja v drugega? Na nek način ga moraš prisiliti, da začne uporabljati tvoje storitev. Kako ga prisiliš, je tako, da mu podariš pogovore. Takrat je bilo to, veš, pogovori ni bilo... Ti so bile dobre, Vega je to imela, sem tudi jaz to uporabljal. So bile dobre fore. Fore so bile dobre, čeprav smo bili mi na nek način slabši ponudnik. Imeli smo slabše pokritje, pogovori v druga omrežja so bili dragi. To je bil problem. Na to jaz nisem mogel drugače vplivati, tako da sem dal brezplačne petke, brezplačne SIM kartice. Se spomnim to. No in tako naprej. Zmeri sem iskal in takrat, ne, recimo, to je tudi ena zanimiva anekdota. Zakaj so mene zbrali za šefa marketinga in prodaje Američani v mobilnem operaterju v Sloveniji, ne? Oni so dali za pogoj lastniki, najte nekoga, ki še ni delal v mobilni telefoniji. Ker so rekli, če te najde enega v Mobitelu, v Telekomu, bo isto, bo pač mogoče malo boljš, ampak bo imel isti mušter, ne bo nobenih novih idej. In takrat sva bila dva kandidata na konc zbrana, jaz pa Boštjan Triler, ne, on je avtomobile prodajal, jaz sem pa pač marketinški guru, Boštjan je bil pol tudi, se veš, župan v Kranju, pa tako. No, ampak hočem povedati, enega iz avtomobilske industrije, enega iz čist druge. Na koncu so se za mene odločili, ampak hoteli so sveže ideje iz drugih panog. Ne, to je bilo. Veš, da ne boš verjel, da meni za optimizacijo, tukaj je moja specialiteta, se pa optimizacija spletnih strani,
Enkrat sem eno dobro idejo dobil, kaj narediti od njega, ki pojma nima optimizacije, ki mi kar tako nekaj brezvezenega vrgel ven in mi nekako pol ostali sem ti spremljeval in sem prišel do enega zaključka, lepo ne vem točno zgodbe. Od druge je prišla ampak od signal. druge, od enega, ki ni pojma ima optimizacije. To je to. Zato to, če hočeš biti dober v prodaji, ne, jaz pravim, moraš imeti širino, berite različne knjige, različne revije, gledajte na YouTubeu, ne samo videe o svoji panogi, pa o tem, ne, pojdite pogledati, ne vem, video o ravni zemlji, pa se smejte zdravo, se boste kaj naučili. A veš, take ekstremne primere. Več, ko imaš širine, glej o kmetijstvu videe, glej, boš dobil novo idejo. Se pravi, dobri, sploh prodajalci se morajo znati o vsem pogovarjati, morajo imeti širino, morajo različna področja. Jaz zmeraj, ko sem bil v Ameriki, ne, do korone sem bil vsaj enkrat na leto, vsako leto v Ameriki, ne, tudi po večkrat, sem zmeraj prišel iz letališča 20 revij, izraz področji, ki jih ne obvladam. Recimo, revija o tetoviranju, vse so mlade potetovirane punce not, ampak nikoli ne veš, bo kakšen oglas za nekaj, kar bo me zanimal. O orožju, o lovstvu, o opremi stanovanj. Se pravi, v Ameriki je, veš, za vsako nišo, za vsako panogo imaš neko revijo, ne? In zmeri sem najdel tudi kakšno idejo za svoj posel. Jaz imam že dolg cajt idejo, ampak nimam cajta, seveda, še sem popotnik, rad potujem, bolj me narava zanima, kaj mesta, ampak si že 15 let govorim, da jaz moram imeti enkrat, ne vem, za 14 dni, verjetno v San Francisco, ko so Google, pa vse to tle, pa nič ne delam, da imam nekje sobo, pa se čez dan sprehajam, ali tu sem, če se ti čez en tak mest sprehodiš tam po centru, neke izložbe, če gledaš, neke ulične prodajalce, idej po mojem dobiš toliko, da jih imaš. Pa še ena osnova, ne? Jaz recimo veliko poslušam v avtu knjige ali pa tako, kot ti hodiš okoli. Zdaj imate vsi orodje, da ne pozabiš idejo. Jaz imam zvočnost, sam sebi naredim zvočni zapis, ko mi neki, to bilo pa dobro narediti, si takoj narekujem sem 2 stavka, ker drugače zgine. Pozabiš, jaz pa vstavim pa zapišem. Jaz pa vstavim pa zapišem. No, še bolj, ker jaz pol moram prepisati, jaz pol prepišem v Word, enkrat na teden pol prepišem ideje, ne? Ampak, no, lejte, če niste nič pametnega od tega videa dobili, čeprav jaz mislim, da ste ful, lej tole, ki imaš idejo, da si je postavim in to bom tudi jaz. Ker drugače boš pozabil. Vsak telefon ima ta app, ne? Tlega ga imaš, ne? In zakaj ne? Drugače pa veš, kaj sem jaz, ko sem bil lansko let na potovanju, ko sem šel z avtom do Gruzije. Jaz to polka nimam cajt za blog napisati, sem se sodelovko z meno, da sem posnel. Ko sem se vozil, sem 900 km na dan naredil, jaz sem vmes posnel, sem bolj mal, bi lahko več, posnel, kako je nekje bilo in je ona mi pol v članek to dala in objavila in samo redno članke objavila. Tudi jaz doskrat moram priznati, da sem oba sinova prisilil, ampak to pozitivno, oba slepo tipkata. S tem, da mlajši Lev ima rekord, mislim, da 132 besed na minuto, ker je, veš, v top 1%. To sem je zbral hitro včasih. Se pravi, normalno mi, ki tudi znamo, imamo 50-60, ne? Ampak kaj sem hotel povedati, doskrat zdaj, ko on to hitro tipka, meni se ne da, ne, tipkati, lepo jaz narekujem v telefon, mulj po študentski tarifi prepiš in imam jaz lepo članek napisan. Čeprav že tudi sam ga hitro napišem, ampak tako mi je včasih bolj, ne, kaj je lekcija tukaj? Dajte se naučiti nekaj koristnega. Jaz, ko sem padel na faksu matematiko in sem vedel, da ne bo nič, pol sem šel na drug faks in končal, ne, ampak v tistem letu nisem zgubljal samo čas, sem se prijavil takrat na tečaj slepega tipkanja, kar je bil več koristno. To se moram tudi jaz enkrat. Veš, zakaj je bilo to koristno, ne? Prvič, mi smo se še učili na klasičnem pisalnem stroju, ampak fajn je bilo to, da učil se je 30 žensk se prijavili za tajnice, pa jaz sem bil pa edini tam. Vidiš. Tako da, a veš, na teh tečajih, ne, so se znali zelo koristno in uporabno. Evo si mi dal še dodatno motivacijo, da se bo. Čeprav zdaj se lahko na spletu naučiš, ne rabiš nikamor. Ne, ti lej tudi za angleščino moram jaz na en tečaj in ne bom se s to prek spleta, tako kot te podjetniški seminariji, mi je bolj, da gremo živo. Se viš tudi doživetje, praviš, ženske. Poglej bom mogoče kakšno. Za jezike ne priporočam pa aplikacijo Duolingo. Recimo, jaz na Duolingo trenutno se rusko učim, pa nemško, pa italijansko, pa to je tako, imaš za 5 minut vaj na dan. Ampak imam
mislim, da sem zdaj že 126. dan zaporedoma, niti en dan nisem spustil. Ne? Še je čas. Zdaj se je treba rusko učiti, se veš, ne? Ja. Ti, veš, da smo mi, ki si bazo menil, pa to, veš, da sem jaz že leta 97 v diskotekam ljudem podatke poberal in smo enkrat mesečno poslali reklamo po klasični pošti. Mislim, najcenejša reklama, smo pa, kako smo dobili podatek, celo nekako smo, diskoteko je bil vhod, pa spol šel lahko gor dol, pa smo dol zaprli, da si šel lahko sam gor je bila pa ekipa mojih, dajte čtedati podatke, pa so dobili kuponček za eno pijačo in smo to zbrali, mislim, da smo imeli, 15,000, mogoče 20,000, in smo tu na mesec 20,000 kuvert poslali. Iz Excela ven, da so direkt na kuverte, mislim, da je bil tu kar postopek, ampak moraš takrat vedeti, takrat je bila pošta še tako pocen. Koliko je danes pošta? Danes je kar drago. V bistvu eno pismo te čez evro pride. Pismo, ja, pismo, papir pa znamka. Ne? Se pravi, v bistvu si ti, pa še malo dela računam, ne? Telefonski klic pride pa recimo evro pa pol, ne? Mail pride pa zastojn, ampak vse se splača. Ne? Jaz trdim, da če hočeš učinkovito komunicirati s strankami, uporabljaj različne medije. Veš, Ken bo prej prebral na mailu, na drugega telefon mu pride do živega, tret Zoom ali pa YouTube, en četrt pisna komunikacija. Kaj smo se recimo vsi naučili v času korone, ne? Da če nekdo ima medijev, obvladuje vse medije, je v ljudi prepričaš vse, ne? A veš, prepričaš. Se pravi, mi podjetniki do enega medija imamo pa vsi dostop in to je seznam naših strank. Ko enkrat seznam strank imaš, lahko končno z njimi komuniciraš brez drugih, ne? Recimo, kaj se je zgodilo, sam ti veš, tudi recimo mladina zdaj pozna, Tejta so tega brisali, benal posod, ne? Benal so ga lahko zato, ker je uporabljal tuj medij. Ja, on bi mogel imeti maile. Za najbolj zveste ima maile, zato ker so se prijavili, ker najbolj zvestim je tudi računal 39 evrov na mesec, ker tudi moj tam malo se je prijavil, zato to vem, ampak moral bi tudi več delati na tem, da bi vse usmeril v svojo spletno stran. Se pravi, sploh zato, ker on je moral pričakovati, da ga bodo benali. Zdaj so taki časi, da če na robe kaj poveš, hitro greš dol. Ampak podjetniška lekcija tukaj je, če imaš svoj medij, baza tvojih strank, baza mailov, ki si jo dobil od stranke, tvoj medij, to ti težko kdo vzame. Če pa si odvisen od oglaševanja na Facebooku, recimo, veš, kako je bilo super na Facebooku 2-3 leta nazaj, nekatere firme se niso mogli pohvaliti, vse je delalo super. No, še bolj super je bilo 6-7 let nazaj. Ampak zdaj imajo že malo težav, a se še zmeri da. Zmeri, ki si ti odvisen od drugega medija, če si provokativen, te lahko benajo, če pa ne gre za provokativnost, lahko pa malo, to so pa tudi tebi že naredili, spremenijo pogoje, pa kar naenkrat je biznis težji, ne? No, vidiš, ne? Se pravi, vsi podjetniki, seznam stranke je nekaj, kar vas lahko v slabih časih tudi reši, če ga imaš. Zato ga je treba zbirati. Vi morate imeti seznam strank, ne samo seznam strank, tudi seznam potencialnih strank. To so tisti, ki so se zanimali za nakup pri vas, pa niso kupili, ne? Ker so dobili samo kaj brezplačnega, ker so padli na neko vabo, ne? Ampak tudi te so veliko vredni, ker te poznajo. Oni drugi te sploh ne poznajo, se pravi, moraš dobiti podatke o strankah. Moraš dobiti in to, zdaj, če ti praviš, jaz sploh nisem vedel, da je to €1. Ampak jaz, če se prav spomnim, je bilo $8 takrat znamka, se pravi, me je $8 koštalo, pa moraš vedeti, pier smo mi pa po 400 prodajali ta velik. Zdaj pa poglej, to ni bilo nič. In zdaj bi kdo rekel 20,000, če bi mogel €1 plačati, pa vprašanje, če bi bilo rentabilno 20,000 ljudem poslati, bi dal €20,000. Takrat pa ni bil to problem, ker to je bilo tu sem na enem radiju plačal, ko sem bend.
Še zmeraj se da zelo hitro izračunati, če se vam klasična pošta splača. Saj ne rabite probati na 20.000, pošlješ 100 ali pa 200, da za to 200 evrov in ugotoviš recimo, da na 200 evrov dobiš eno stranko, ki ti prinese 600 evrov, se pravi, si našel perpetuum mobile, poslovni model, ki deluje. Če pa na 200 ne dobiš nič, pa si pač 200 investiral v znanje, v to, da kaj ne deluje. In to je to. Se pravi, treba je testirati, ne moreš vedeti, dokler ne testirati. Je pa res, ne, se veš, mi smo na večino seminarjev do leta 2008 in tako naprej smo jo dobili s pomočjo klasične pošte, ker je bila cenejša in ker ker ni bilo toliko konkurence na spletu, ni bilo takrat družbenih omrežij. Ne. Se pravi, je zato klasična pošta ful bolj delovala. Ne. Ti mailinge pošiljaš, ti pa moram povedati, da gre vse skoraj, jaz v spamu se dobim, tako da to moraš rešiti, tako da to ni nič. Veš, da jaz celo tiste, ki imam najboljše baze, če kaj pošljem kar prek Gmaila po 100 v kompletu, imam del, ampak če tisočem, ali pa iz Outlooka, in če tisočem pošljem, sem prepričan, da jih 900 dobi v normalno in smo prišli do tega, ker sem jaz vedel, da se bo zgodilo, včasih so govorili, da bomo plačevali tudi za elektronsko pošto znamke. V resnici že plačuješ. Če nočeš, da gre v spam, moraš pa avtomatsko to delati trenutno, to pa nekaj stane. Ne? Ampak se razumeš, tudi od tega spama je nekaj koristi, ne spama, to, da ti gre v spam filter, ker jaz tudi pogledam neželeno pošto, še zmeraj. Ne? Ja, jaz tudi pogledam. Tako da ne pa vsi. Ne? In tako mnogi so mi rekli, zakaj pa več tvoje pošte ne dobivam. In jaz rečem, zato, ker so te filtri tako močni in očitno Google še ni pogruntal, da imaš ti mene rad in da hočeš mojo pošto pogledati, ne? Ampak ker vidijo, da mi pošiljamo to na več 10.000 naslovov, si rečejo, avtomatsko greš. Jaz imam fore, vse žive, po 1000 pošiljam prek teh programov. Tist, ki imam pa najbolj nujno, grem pa kar si vzamem 3 dni, pa pošljem do 500 mailov na dan preko Gmaila, tist pa vsi dobijo. Zanesljivo pride, Nisi še povedal idejo za tekmovanje v direktnem marketingu. Zelo preprosto. Jaz sem videl, da je ogromno tekmovanj, marketinških. Vsako leto se tudi slovenski marketirji zbirajo v Portorožu, pa si podeljujejo diplome pa nagrade in tako naprej. In pri teh zadevah je šlo meni zmeraj na živce to, da je bilo to tako lepotno tekmovanje. Si v bistvu moral prepričati neko žirijo, da se razumemo, tudi te nagrade so veliko vredne, zato ker si prepričal žirijo, ki je sestavljena iz ekspertov, strokovnjakov iz panoge. Ampak kaj na koncu sem jaz rekel šteje? Kdaj je oglas dober? Takrat, kadar proda. Se pravi, dajmo mi narediti tekmovanje, kjer bo zmagal tisti, ki bo največ prodal, ker ne bo pač odvisno od tega, ali je meni všeč ta oglas, ali se mi zdi, da je to kreativno in tako naprej. In potekalo te tekmovanje zelo enostaven način. Mi dva sva recimo zdaj nasprotnika, in Tomaž mora narediti recimo letak za frizerski salon, s katerim bo povečal pripravil novo stranko, da pride v salon, jaz tudi. Oba lahko ponudba 30% popust, narediva letak, je predpisan, kakšen bo, ampak kaj gor napiševa, kaj nariševa, kakšno fotko uporabva, je od najodjeh odvisno. 5000 njegovih letakov natisnejo, 5000 mojih, zmešamo, naključno pošljemo v okolico frizerskega salona in tisti letak, ki pripelje več ljudi v frizerski salon, je zmagal in tisti tekmovalec gre v naslednji krog. Se pravi, na koncu je res bil zmeraj zmagal tisti, ki je zmagal. Zdaj, zakaj več tega ne počnemo? Jaz mislim, da bomo spet organizirali to državno prvenstvo v direktnem marketingu, ker projekt je bil na nek način neprofitabilen oziroma je bil na nuli smo bili. Zakaj? Ker mi smo oglaševali res v realnih medijih. Jaz sem dobil recimo takrat Neckermana, ki so natisnili tiskane oglase v njihovem katalogu. Potem smo dobili takrat NiDC, ki je bil ala Google, in NiDC je zastonj kot sponzor objavljal oglase naših tekmovalcev. Se pravi, moja naloga kot organizatorja je spet dobiti 20 firm, fajn je tudi kakšen medij med njimi, da je, da bomo v realni situaciji testirali. Se pravi, mi smo pa takrat to naredili tudi za promocijo direktnega marketinga, za promocijo našega podjetja, naših, bom rekel, tudi firme, ampak predvsem sem pa hotel to poslanstvo in zavedanje, da podjetniki moramo gledati, ali deluje ali ne, ali prinaša denar ali ne, ali prodaja ali ne. In pogosto se je zgodilo, tudi ti si videl, da so grdi oglasi zmagali. Na pogled grdi,
Ampak je zmagal, je več prodal, ne? Se pravi, in z tega mi smo več kot 1000 testov naredili v teh 3 sezonah prvenstva, pa še svojih, in iz teh 1000 tekstov smo se veliko naučili, kaj res dela. Tako zato jaz... No, ti praviš, ste se vi naučili, smo se pa tudi ful mi naučili, ker smo sodelovali. Jaz pa še malo več, ker sem imel pogled vse. Ja, ker veš, to me je pol zanimalo, tudi v drugih sem pogledal, pa tako naprej, ne. Tako da, to je bila super zadeva, se je posto dobil sponzorja, mislim, Polona Kisovce je zmagala. Ja, enkrat, ja. Je dobila avto za en let, Tako. mislim, to resna zadeva, dvakrat je bila nagrada avto. Jaz pa, če boš to naredil, se bom predvsem prijavil, zato ker vem, da se bom veliko naučil. In pomagal mi boš pri promociji, ne? No, to lahko, ne. Mislim, sej, ti bi neko marketinške agencije, da nas lahko dobiš za Facebook oglaševanje, da ti bojo oni to sponzorirali, ker bo tudi za njih reklama. Točno, in tako naprej, ne. Mi smo bolj majhni, mogoče nismo sposobni to speljati, ampak če bi bili pa malo večji, bi pa bili zainteresirani za tole, 100%. Ja, plus mi smo naredili to tekmovanje tako, da ni bil samo en medij, da eni tekmovalci so pripravljali skripto za telefonski pogovor, ne? Ja. Eni tiskani oglas, eni letak, eni najdi si oglase, se pravi na spletu, eni oglase za kataloge, ker smo, a veš, tudi v resnici je tako, ne, za različne panoge različno oglaševanje deluje, ne, za kakšno panogo je radijsko oglaševanje super, ne. Deluje ful, imam par stran, ki je radijsko oglaševanje v nulo najbolj deluje še vedno, ne. Imaš večino slovenskega denarja, ne vem, če veste ali ne, oglaševalskega gre še zmeraj za televizijo, ne. Ja, gre, ampak kaj je pa najboljš, ne? Lej, jaz ne bom, mislim, mogoče sem malo pristranski, ker se ukvarjam z digitalnim marketingom, pa to ne, ampak jaz ne vidim boljš vloženega evra, kakor v neko digitalno oglaševanje, ali je to Facebook, ali je Google, ali je optimizacija spletnih strani, ali ne vem, mislim, tako vidim, pa tudi, koliko sem jaz, ko sem se pelal v tebi, sem tudi malo razmišljal, kaj se bo pogovarjala, kako ne. Rečemo, ena zadeva, ki se mogoče ne moremo prostiti, da sem jo zgrešil, jaz sem se s to optimizacijo ukvarjal. In bolj sem rekel, ne vem, Facebook oglaševanje, to pa nisem porabil, ampak ne vem, poznaš te firme, ki so iz nule, ki prodajo neko brezvezno kitajsko robo, Facebook oglas pa dela po 80 milijonov evrov prometa. In to sem jaz zamudil in si ne moram pravičiti, pa ne da bi prodajal neko krš robo, ampak koliko je bil čas Facebook oglaševanje, pocen, rabil si 20 evrov, da si testiral. Pocen pa učinkovit predvsem. Učinkovit, ne, vse učinkovite, tudi še danes. Ja, sem je malo dražje, ne. Ja. Malo dražje. Lej, komentar, veš, če si korporacija, pa imaš zelo veliko denarja, ne, je razlika kot podjetnik, ker korporacija si lahko privošči, temu se reče omniprezenca. Če si ti mobilni operater, tudi lahko, da res za njih tudi lahko deluje, bom rekel, prek interneta oglaševanje najboljš, ne. Ampak zakaj ne bi bili še na plakatih, na radiju, na televiziji in zajeli vseh ljudi? Ker še zmeraj imaš ljudi, ki jih ne moreš zajeti samo prek spleta. Se pravi, če dalje bolj smo razdrobljeni, ne? Včasih se veš, pred 30 leti ali pa, ko smo bila midva mulca, so bili tako 2 televizijska programa ali pa še kakšen Koper, 3-4 časopisi pa radio in si lahko s par časopisi, s par televizijami vse Slovence vsem obvestil, je tako? No, zdaj več tega ni, ne? Vem, ampak jih pa lahko s Facebooka po Slovencu obvestiš za relativen majhen denar, govorimo. Tako, ampak če imaš neomejen budžet, za 15,000 evrov, rečemo, kar 15,000 evrov ni za neko veliko firmo. Ja, ampak leta 2000 sem imel jaz na VG oglaševalski marketinški budžet $15 milijonov v Sloveniji. Milijonov, ja. Sem imel takrat največ prijateljev, veš, vsi so me na večerjo, pa kosila, ne, se veš, iz agencij in tako naprej. Ampak to ti hočem povedati. Te velike firme, to so taki budžeti, 15, 20, 30 milijonov in to, ko ti praviš, je vse res, ne, in one rečejo, na internet damo, koliko je maksimalno možno, ampak še zmeri jim vse ostane pol, ne, ker imajo toliko veliko denarja. Zato so oni še zmeri na televiziji in tudi sploh za starejše ljudi, kljub temu, da se že da prevrteti in tako naprej, za firme, ki imajo veliko denarja, pa ogromno marže, to so farmacevti, to so kozmetika, čistila, telekomunikacije, ne? Še zmeraj televizija, super. Za malega podjetnika običajno ne,
ker ti nimaš dovolj budžeta, da bi se šel tega zadeva in zato je toliko bolj, da se naučiš optimizacije spleta, interneta, direktnega marketinga, pisanja dobrega ponudb prek elektronske pošte, klasične pošte, telefonske, poklicati je treba za stranko in tako naprej. Ampak, če pa imaš toliko denarja, kot imajo oni, je pa logično, da grejo tudi na televizijo. En primer, kaj misliš, koliko te na Facebooku, ali pa te bom drugače vprašal, koliko misliš ti, da je vredno za enega prodajalca montažnih hiš, da on dobi povpraševanje z malo bolj zakompliciranim obrazcem, to smo za nalašč naredili, zato da ne bojo firci, se pravi, je mogel kar orenk izpolniti, se pravi, on res montažno hišo kupuje. Kaj misliš, koliko je to uredno za eno firmo, ki prodaja montažne hiše? Da dobiš naslov stranke, ki bo v roku 2 let siguren montažno hišo kupila. Ja, jaz bi rekel, da to eno cifro bom rekel. Sigurno lahko je vredno 5 ali pa 10 tisoč evrov, da pa prej ne reče, če sem zadev, ti bom povedal moj način logike.